Spoštovani kolegi novinarji in novinarke, lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci, na kateri bomo predstavili robotsko kirurgijo v Sloveniji, ki se predvsem zelo intenzivno širi na nova področja v Kliničnem centru Ljubljana in vstopa tudi v novo, bolj digitalno dobo digitalne kirurgije. Z nami je docent dr. Simon Pavlina iz Kliničnega oddelka za urologijo, ki se je pravkar vrnil iz Kitajske, kjer v bistvu so tudi trasirali te nove trende. Danes pa v hiši poteka tudi simpozij. Tako da vas za začetek prosim za predstavitev te nove dobe v robotski kirurgiji. Ja, hvala lepa. Zdaj v Sloveniji je že 6 robotskih sistemov, na kar smo zelo ponosni. Saj stopamo v bistvu ob bok tem razvitim državam. Obetajo se vsaj še 3 kirurške platforme. Današnji kongres je nekako namenjen temu, da izmenjamo izkušnje z drugimi centri, se pogovorimo o kakovosti dela in se tudi vprašamo, koliko teh platform v bistvu Slovenija sploh še potrebuje. Tako da to je eden od v bistvu vprašanj, ki jih želim danes nekako slišati. Kar se tiče kliničnega centra, kot največje ustanove in ustanove, ki bi lahko stopila še korak naprej, pa je ta single port robot, torej robot, ki omogoča operacije skozi eno samo luknjico. Zakaj bi bil samo UKC Ljubljana sposoben nekako dobiti tega robota? Predvsem zaradi tega, ker teh primerov ni tako veliko in druge bolnišnice vsekakor ne bi imele dovolj caseov za to, da bi upravičile to investicijo. Zdaj, seveda, Kitajska kot tehnološki velikan vstopa močno v to področje. Roboti so nekoliko cenejši kot trenutni, ki ga imamo, in ravno sem se vrnil iz šolanja, kjer sem opravil testiranje tega novega robota v suhem laboratoriju in pa tudi na živali. In moram reči, da je nekoliko težje, vendar vsekakor za bolnike, za dobrobit njih bo verjetno potrebno ugrizniti tudi v to jabolko. Ta kirurgija omogoča v bistvu operacije skozi neke druge pristope, ki jih včasih niti nismo razmišljali oziroma mislili, da je to možno. Recimo odstranitev prostate skozi mehur, bolnik je lahko pri zavesti in gre čez 2 uri domov. Tega včasih nismo si predstavljali, da je možno. Na hitro, telekirurgija je tudi tukaj, torej kitajski roboti omogočajo tudi operacije na daljavo in to ni več neka prihodnost, to je tukaj. Tukaj na sliki vidite kolega iz Barcelone, profesor Breda, ki enkrat na teden operira bolnike iz Barcelone, torej iz njegove pisarne, kjer je konzola na Kanarske otoke. Tukaj pa je kolega na desni, ki je pa iz Londona operiral tukaj kot vaja zloženec v Pekingu. Tako da tudi telekirurgija je tukaj in vsekakor se veselimo neke nove poti, tudi novih specialnosti, ki bodo vstopile v ta program. Hvala lepa. Najlepša hvala. V UKC-ju v Zmajen vstopamo tudi na nova področja, to je torakalno kirurgijo, robotska kirurgija bo vstopila v torakalno kirurgijo in tudi v kirurgijo srca in ožilja. Zato je z nami docent dr. Ivan Kneževič, strokovni direktor kirurške klinike, ki bo predstavil, kako daleč smo s temi koraki. Najlepša hvala za besedo. Jaz bom zelo kratek, v bistvu širimo tudi na druga področja. Jasno, da ta robotska asistirana kirurgija ima neke svoje prednosti, predvsem pri težko dostopnih področjih in področjih, ki rabijo boljšo vizualizacijo, kar je recimo pri torakalni kirurgiji bo, kot je že omenjeno, bo nekje sredi maja se bojo začeli že posegi
šolanje se zdaj opravlja in to bojo posegi predvsem področja resekcije pljuč in področja, ki so malo teže dostopna, kot so ta mediastinum, to je prostor med recimo prsnimi organi in prsnico, predvsem izoliranje bezgavk in tako naprej, podobno. Pri srčni kirurgiji, ki bo pa verjetno v mesecu juniju začela tam se bodo začeli posegi na zaklopka. Najlepša hvala. In še eno področje, kamor se prav tako širi robotska kirurgija, je področje ORL. Zato je z nami profesor dr. Robert Šifrer, predstojnik klinike ORL, ki nam bo povedal, kaj pa bo robotska kirurgija prinesla na področje ORL. Ja, lepo pozdravljeni, hvala za povabilo, hvala za besedo. Predstavil bom robotsko kirurgijo v otorinolaringologiji in kirurgiji glave in vratu. Za začetek moram poudariti, da kirurško področje otorinolaringologa je zelo majhno, kompleksno, zelo blizu drugi se nahajajo pomembne za življenje pomembne strukture, ki jih lahko poškoduješ, če nisi previden, ali pa jih moraš odstraniti, če je tumor prevelik. Prva uspešna robotska kirurgija v ORL področju je bila izvedena leta 2005 v ZDA. Danes je to postalo sodobno zdravljenje raka glave in vratu. In odprtje programa robotske kirurgije za ORL ni samo pomemben korak za kliniko, ampak tudi za klinični center in celotno slovensko otorinolaringologijo. Povedati je potrebno, da robot ne operira sam, kot se mogoče sliši na prvi pogled, ampak inštrumente še vedno vodi kirurg, robot pa omogoča natančne gibe, precizne, dober pregled in dostop do področij, ki so slabo dostopne. Prednosti robotske kirurgije glave in vratu so, da lahko operiramo skozi ustno votlino, torej brez rezov na vratu. V področju ustnega dela žrela ali zgornjega dela grla lahko sicer pristopamo tako, da prekinemo kožo na vratu, prekinemo ustno dno, spustimo ustno dno v področje vratu ali pa prekinemo, prežagamo spodnjo čeljustnico in se na ta način izboljšamo pristop. Robot omogoča, da tako invazivni posegi niso več potrebni, na tem oziru so tudi posledice po zdravljenju manjše. Torej večja natančnost gibov, kirurg lahko opazuje 3D sliko, lahko operira po domače povedano okrog vogala, kar je v otorinolaringologiji zelo pomembno, vidi povečano sliko. Kirurške inštrumente lahko obrača bolj, kot jih lahko obračamo samo z roko. Tremor je tresavica, ki jo ima vsak zdravnik, vsaka oseba, odvisna je tudi od dnevnega počutja in je pač pomembna ovira pri operaciji. Zdaj robot ta tremor izniči, kar je velika prednost. Manj je poškodba okoliških tkiv in v tem oziru so funkcionalne posledice na dihanje, požiranje in govorjenje veliko manjše, po nekaterih študijah so tudi boljši onkološki rezultati lahko doseženi z robotsko kirurgijo. Kaj torej to pomeni za bolnika? Boljša prognoza, manj bolečin, manj zapletov, krajša hospitalizacija, bolnik je torej lahko prej domov. V otorinolaringologiji je robot najbolj uporaben za rak orofaringsa, to so mandli, koren jezika, rak supraglotisa, to je zgornji del grla, in uporaben je tudi pri iskanju izvora tumorja pri bolnikih z metastazami oziroma zasevki na vratu neznanega izvora. Tukaj bom predstavil še kratek filmček, ki sem ga dobil od kolegov iz Češke, gre za operacijo karcinoma na desnem mandlu. Vidimo tukaj te pikce so v bistvu načrtovanje začetnega reza, tukaj kirurg reže sluznico, si izvaja pristop na področje, tukaj vidimo, da je že v globini. Na levi strani je tumor mandla, na desni so običajne strukture v žrelu. Vidimo bipolarno elektrodo, ko ovulira žile in na to iz monopolarno prekine. Na ta način odstranjuje tumor. V globini je prikazal kirurg žilo, ki jo bo skrbel s klipom, to je posebna kirurška sponka, na podlagi s pomočjo katere tudi lahko izvajamo oziroma preprečujemo krvavitve.
Zdaj bo lahko tukaj nadaljeval operacijo v brezskrbnem področju. Tumor je že skoraj odstranjen, samo še rezi na spodnjem robu tumorja so vidite operira brezskrbno skozi zdravo mišično plast, se dela dober klinični rob, izogiba se živcu, ki ga vidimo tam zgoraj. In tukaj pa je tumor že odstranjen, zdaj ga bo samo še orientiral, da bomo videli, kako je bil na začetku. Torej, robot ni nadomestilo za kirurga, ampak orodje, ki nam omogoča lažje, bolj natančno delo, boljša prednost za bolnika. Seveda je treba bolnike pravilno izbrati in na koncu ne gre za robota, ampak za bolnika. Če lahko z robotom zboljšamo prognozo, pa zmanjšamo posledice zdravljenja, to je seveda prava pot. Najlepša hvala, profesor dr. Šuker. Zdaj pa v besedi vabim še generalnega direktorja, docenta dr. Marka Juga, ker vseh teh širitev seveda ne bi bilo brez dodatnega robota, ki ga je klinični center uspel pridobiti nedavno. Prosim. Dober dan, pozdravljeni. Res smo veseli, da imamo trenutno 2 robotska sistema, s tem smo dvigali produkcijo operacij na teh robotih za približno 50%. In še vedno sta ta 2 robota bolj izkoriščena kot povprečni roboti v drugih ustanovah v tujini. To kaže na to, da se naš razvoj še ni končal. V naslednjih letih planiramo še najmanj 2 robotska sistema. Prvi robotski sistem, ki ga bomo pridobili, in to v začetku naslednjega leta, je tako imenovani single port sistem. To je sistem, ki vam ga je predstavil dr. Havlina in omogoča nadaljnji kakovostni preskok v popolnoma novo dimenzijo. Ob tem pa seveda potrebujemo še enega robota, s katerimi bomo lahko opravljali bolj že rutinske posege. Rekel bi, da čeprav je zdravstvo pred velikimi izzivi globalno, predvsem glede transparentnosti, imamo srečo, da ta trenutek lahko doživljamo neko renesanso v UKC Ljubljana in tudi širše in dejansko smo lahko veseli in ponosni, da ponudimo našim bolnikom najbolj kakovostne in moderne storitve. Tako da to bomo podpirali naprej in verjetno vam bomo pokazali še veliko dobrih zgodb in čestitam dr. Havlini, tako za izvedbo simpozija, kot za to gonilno silo, ki jo sam predstavlja v bistvu v našem prostoru z izjemnimi rezultati. Hvala tudi v imenu pacientov. Hvala vam. Najlepša hvala. Zdaj pa so vsi govorci na voljo naše vprašanja. Ja, zdravo, Neža Pedanesta. Torej, single port robota še nimate, prihajajo na začetku naslednjega leta. Katera pa sta te 2 robota, ki jih že imate? Kakšna sta? Robota sta XI, se reče, to je v bistvu najnaprednejši robot, ki ga na nek način nudi trenutno ta firma. Sicer obstaja še nadgradnja tega sistema, je v bistvu 5. Ta še ni v Evropi. Tako da verjetno bo nakup tega segal tam v 2028-2029, kolikor bodo potrebe za to. Ampak ta XI v bistvu zadošča za vse posege, ki jih trenutno izvajamo. Morda katere konkretne posege in kako pogosto so te operacije s samimi robotskimi sistemi? Je to neka vsakdanja praksa ali le za določene operacije? Zdaj, jaz sem urolog, tako da večina teh uroloških posegov jih lahko izvedemo s pomočjo robota. To govorimo 80% in več. Zdaj ta single port, mogoče so to boljši podatki, so v začetku kolegi mislili, da bo pokrival ta single port zgolj nekje 30% teh operacij, ampak z pridobivanjem znanja in širjenjem indikacij so prišli v nekaterih centrih tudi do 70%. Vsekakor je to kot nek dodatno orodje, ni nadomestilo temu XI-ju, ampak glede na to, da je UKC Ljubljana tako velika ustanova, bo vsaka stroka nekaj teh primerov dala v mošnjiček, da bo teh primerov dovolj, da bo stvar tudi finančno upravičena, ker to je pa vse pomembno. Tukaj je treba poudariti, da seveda lahko vsak kirurški poseg praktično izvedete z robotom, vendar ni smiselno izvesti vsakega posega z robotom. Robotski poseg je enkrat dražji kot navaden poseg,
Vendar, če se izbere pravo skupino bolezni, kjer se z robotom doseže tako hitro okrevanje in s tem prihrani na rehabilitaciji bolnika, bolniki praktično že naslednji dan zapustijo bolnišnico in se celokupno gleda strošek zdravljenja, potem se ugotovi, da za specifične skupine je kljub temu, da je operacija dražja, za zdravstveni sistem bistveno bolj ekonomsko upravičena kot pa sicer. To je sicer še en izziv, ki ga skupaj z zavarovalnico smo pripravljeni se nekako nasloviti. Kaj so tisti posegi, za katere je dejansko robotska operacija upravičena? Mi imamo namreč omejeno število tako imenovanih dodatka za robota, torej da moramo vsake operacije upravljati z robotom, imamo omejeno število, vendar ne glede na to, tudi če je število omejeno, se trudimo, da razvoj nekako potiskamo naprej in včasih tole številko tudi presežemo in verjamem, da bo tudi na argumente zavarovalnica lahko sledila in dejansko dala možnost robotske kirurgije ljudem, ki jo rabijo, ne pa ljudem, ki je ne potrebujejo. To je tudi en del te transparentnosti, o kateri sem prej govoril. Koliko to stane takšen robot? Okoli 2 milijona do 3 milijona. Tudi Singapur. Ja, bolj 3 milijone. Robotski sistem je 2 do 3 milijone, potem mogoče samo še uporaba inštrumentov so enkratni, mogoče še na tem tukaj. Ja, v bistvu 3 fondi so, torej 3 stroške. Eno je nakup aparata, potem je v bistvu nakup te opreme, ki jo trošimo in je v bistvu potrošni material, ima toliko življenj, neka škarica, prijemalka in prepol smeti. Potem je pa še vzdrževanje sistema, tako da to so 3 taki stroški, ki pol pripeljejo do te višje cene. S tem, da tukaj seveda je treba razumeti, da so te omejitve sedaj digitalne, torej vi ne morete škarico uporabljati večkrat, kakor vam dovoli proizvajalec, ker jo enostavno nadaljavo blokira. Tukaj ni možnosti za... Še kakšno vprašanje? Ne? Če ni, potem bi se vsem govorcem najlepše zahvalila za predstavitve teme, vam pa za udeležbo in vam poželjela lep dan še naprej. Hvala lepa.